Zakaj se vse po vesolju premika? Zelo verjetno ste že ugotovili, da se v vesolju vse premika. Vsi vemo, da pač planeti krožijo okrog Sonca, ampak zakaj? Zaradi gravitacije ali težnosti? Ste že slišali za gravitacijo? In ko se pogovarjamo o gravitaciji, se bomo istočasno pogovarjali še o enih zelo zanimivih objektih v vesolju. Vsi jih poznate. Pogovarjali se bomo o črnih luknjah. Zelo verjetno ste že veliko slišali o črnih luknjah. Za črne luknje pravijo, da vase posrkajo vse, tudi svetlobo. Ampak zakaj? Spet zaradi gravitacije. Kaj je težnost oziroma kaj je to gravitacija? Vkolikor želite spoznati gravitacijo in princip črne luknje, moramo iti od začetka. Spravi, moramo malce spoznati tole našo Zemljo. Zamislite si, da imamo na Zemlji top. Iz tegale topa bomo izstrelili kroglo. In seveda veste, da pač krogla po nekem času letenja pade na tla. Ta top bomo seveda napolnili z malce več smodnika in naslednjo kroglo bomo izstrelili še dlje. Ampak spet bo padla na tla. Ampak seveda vi veste, da je hitrost te krogle veliko višja od hitrosti te krogle. Vprašati se morate, s kakšno hitrostjo moramo izstreliti kroglo iz tegale topa, da ne bo nikoli več padla na tla. Da bo vedno krožila okrog tegale našega planeta. Tele hitrosti pravimo orbitalna hitrost. Orbitalna hitrost. Orbitalna hitrost pri naši Zemlji znaša 7,2 km na sekundo. Približno 26.000 km na uro. Spravi, vsako sekundo moramo narediti dobrih 7 km poti. Takrat ne bomo nikoli padli na tla. In seveda s to hitrostjo se seveda istočasno tudi gibljejo vsi sateliti okrog tega našega planeta. Vključno z našo mednarodno vesoljsko postajo. In seveda, če hočemo iti še dlje, potrebujemo še višjo hitrost. Recimo, če gremo na Luno. In če bi želeli iti na Luno, potrebujemo malce drugačno hitrost. Tele hitrosti drugače pravimo potem ubežna hitrost. Se pravi, ubežimo gravitaciji oziroma težnosti naše Zemlje. Se pravi, ubežna hitrost pa znaša okrog 11,2 km na sekundo, kar je približno 40.000 km na uro. Tudi to hitrost smo seveda že dosegli, ker seveda so pač astronavti že pristali na Luni in seveda še bodo pristali na Luni že čez dobra 4 leta. Vse te hitrosti so seveda odvisne od mase objekta, se pravi, koliko je naša Zemlja težka, po domače povedano, in kako velika je. Se pravi, večje kot je masa in manjša kot je velikost, večja bo seveda tudi gravitacija. Seveda tudi naše Sonce je ena taka, bom rekel, je takšen zelo, zelo velik objekt in če bi hoteli pač pobegniti iz našega Sonca, se pravi, bi potrebovali ubežno hitrost 617 km na sekundo. Te hitrosti pa seveda še nismo dosegli. Seveda, ob tej razlagi smo se velikokrat srečali z izrazom težnost ali gravitacija. Kako si lahko zamislimo težnost planeta, Sonca in pa ostalih zvezd? Najlažje si predstavljamo težnost kot neke vrste ukrivljenost prostora. Zakaj se gre? Pred dobrimi 100 leti je živel na Zemlji en najbolj znanih ljudi, Albert Einstein. On si je zamislil delovanje vesolja malce drugače, kot so si ga zamislili ostali fiziki in pa astronomi tistega časa. Rekel je, da vsak objekt, ki ima svojo neko maso, da pač ukrivi tkanino vesolja. Einstein si je zamislil neke vrste vesolje kot neke vrste tkanino. Tej tkanini je dal ime prostor-čas. Tudi mi si bomo sedaj naredili, tukaj zamislili eno takole tkanino, prostor-čas, tukaj si lahko zamislite kot neke vrste ponjavo, ki pač lebdi v prostoru in seveda, če katerikoli objekt boste postavili v tale prostor-čas, v tole tkanino vesolja, kaj se bo z njo zgodilo? Seveda, tale tkanina se bo upognila. Koliko se bo upognila, je seveda odvisno od mase tegale planeta in seveda njegove velikosti. In kar je najbolj zanimivo, veste,
v tele upognjenosti tkanine vesolja oziroma tega prostora časa, ki ga napravi naša Zemlja, se seveda tudi naša Luna vrti okrog našega planeta. In Luna okrog naše Zemlje kroži s hitrostjo okrog 3400 km/h. Če bi, ukoliko bi bila ta hitrost nižja, bi seveda Luna počasi trčila Zemljo. Če bi bila hitrost višja, bi odletela stran od tega našega planeta. Istočasno je to seveda tako tudi pač pri našem Soncu. Tudi naše Sonce upogne prostor čas precej bolj kakor naš planet Zemlje. In seveda okrog tega našega Sonca se seveda tudi gibljajo vsi planeti našega Osončja. In tudi naša Zemlja seveda se giblje s hitrostjo, kar s precejšnjo hitrostjo, približno 108 tisoč km/h okrog našega Sonca. In isto bi se seveda zgodilo s našo Zemljo, kot seveda z Luno. Če bi bila hitrost nižja, bi pač naša Zemlja počasi padla pač proti Soncu, če bi bila višja, bi odletela stran od tega našega Sonca. Pravi, tukaj imamo pred nami prostor čas, sedaj seveda v dveh dimenzijah, in seveda, če postavimo recimo nek objekt z neko maso v tale prostor čas, se bo prostor čas upognil. Če si zamislimo, da je ta objekt v resnici naše Sonce in, bom rekel, druga kroglica, bom rekel, naša Zemlja, seveda naša Zemlja pač kroži okrog tega našega Sonca. Seveda, tukaj v tem našem prostoru času se moramo pač ukvarjati tudi še s trenjem. Tega v vesolju seveda ni. Naša Zemlja se giblje okrog našega Sonca s hitrostjo 108 tisoč km/h. Spravi, vsako uro naredimo dobrih 100 tisoč km. Spravi, če bi bila hitrost tega naše Zemlje v našem Osončju manjša, spravi nižja od te hitrosti, bi seveda s časoma Zemlja pač padla pač proti našemu Soncu. Če bi bila ta hitrost seveda malce večja oziroma višja, bi Zemlja odletela stran od tega našega Sonca. To je seveda tudi, bom rekel, istočasno lahko naredimo še en takšen poskus, bom rekel, seveda tudi z našo Zemljo in z Luno. Gre seveda za isti princip. Se pravi, naša Zemlja toliko pač upogne prostor čas, da pač povzroči, da naša Luna pač kroži okrog planeta. Luna se giblje s hitrostjo seveda tam okrog 3400 km/h in seveda spet gre potem za isti princip. Če bi bila hitrost Lune manjša, bi seveda pač s časom padla proti Zemlji. Če bi bila hitrost seveda Lune, če bi bila hitrost kroženja Lune okrog našega planeta večja, bi seveda Luna odletela stran.